Odrastel sem v krajih, kjer pesmi so doma in majski dnevi. Gospod Vesenjak, na kaj se boste najbolj osredotočili pri svojem delu? Načrtno delo, se pravi sprejem zelo jasnega načrta trženja slovenskega turizma, zelo jasnimi cilji, z novo celostno podobo slovenskega turizma in učinkovitimi promocijskimi akcijami in organiziranost slovenskega turizma, ki bo seveda se pričela z operativnim delom novega centra za turistično promocijo Slovenije, javnega zavoda, ki ga je vlada ustanovila z uredbo. Pred 30 leti smo si upali sanjati. Sanjati o tem, kako majhno, neznano državo postaviti na globalni zemljevid turističnih destinacij. Verjeli smo v zgodbo Slovenije kot zelene, trajnostne destinacije srčnih in povezanih ljudi z vizijo. In danes ta zgodba navdušuje svet. Zaradi vojne, ki je trajala na Balkanu v neposredni soseščini Slovenije in samostojni Sloveniji, ki še ni bila uveljavljena na svetu, moramo ustanoviti institucijo, ki bo profesionalno zadolžena za promocijo, uveljavljanje na področju turizma, pa ne le na področju turizma, ampak tudi države Slovenije kot celote. Takrat smo imeli na voljo zgolj simbolična sredstva na ministrstvu za celoten turizem. Če se spomnim, danes smo imeli v današnjem denarju manj kot 200 000 evrov za celoten turizem, pa hkrati močna volja in interes in zagnanost vseh tistih, ki smo sodelovali na ministrstvu in tistih, ki smo jih zadolžili na Centru za promocijo turizma Slovenije kot novo ustanovljeni instituciji, da nekaj naredimo, kar je bilo kronano tudi z prvim turističnim forumom na Bledu, kjer smo predstavili tudi novo celostno podobo slovenskega turizma Rožice. In ta forum je tudi sestavni del slovenskega turizma do danes, ko se mu reče Dnevi slovenskega turizma. Prvi trenutki, prvi dnevi, prvi tedni, pa tudi prvi meseci bili traumatični pravzaprav. Prazna blagajna, prazne pisarne, velika pričakovanja, velika odgovornost. Zdaj gledam na ta čas kot lep čas, ne. Lepa čustva me prevevajo. Predvsem to, da mi je bilo zaupana ta zelo odgovorna naloga na noge postaviti nacionalno institucijo za promocijo turizma. Ti spomini so prav posebni, moram reči, ne, ampak so pogojeni s tem, da je celotna ekipa, ki je takrat na začetku delala na Slovenski turistični organizaciji oziroma na centru, izhajala iz gospodarstva. Dobro je poznala potrebe gospodarstva in dobro je vedela, kaj to gospodarstvo pričakuje od Centra za promocijo turizma Slovenije. Najprej je bilo treba definirati, katera so tista primarna tržišča, ki so za slovenski turizem najbolj pomembna. In seveda smo se najprej obrnili na naše sosede. Najbolj mi je ostal v spominu vsekakor Sydney. To so bile olimpijske igre leta 2000, ko smo pod marelo športa, skozi olimpijado, združili tako turizem kot gospodarstvo. Ko smo začeli na CPDS-ju, smo bili ena čudovita, mehna, kompaktna ekipa. Zelo se spomnim ene fotografije, ki smo jo posneli na Bledu, kjer smo se usedli v osmerca. In ta osmerec je vedno veslal v isto smer. No, jaz sem pa leta 1996 začel z Slovenian Incoming Workshopom in to je bil prva poslovna borza slovenskega turizma, ki je zdaj prerasla v največji turistični poslovni dogodek. The STB, STO has done everything right. They looked at evidence and research very early on.
They then created a vision, a strategy, and then had the organization and the actions to deliver it. And you've evolved that vision and strategy to reflect the needs of your country, the needs of your people, and respond to the trends that were happening in global tourism. Ko sem prevzel vodenje STO leta 2001, je bilo izzivov kar nekaj, tako v slovenskem kot tudi v svetovnem turizmu. Slovenija je vstopala v Evropsko unijo, to je bilo treba izkoristiti. Ni bilo nažalost jasne strategije trženja slovenskega turizma. Proračun za STO je bil daleč pod potrebami in pričakovanji. Začenjala se je digitalna revolucija v svetovni promociji. Seveda je bilo teh preskokov, trenutkov pomembnih več. Mogoče bi izpostavil postavitev turistične spletne strani pod domeno slovenija.info, ki še danes odlično deluje kot slovenski turistični portal. Takrat še, lahko bi tudi še tako, ker takrat sploh ni bilo cool, še delati digital. To je bilo med prvimi, ko smo začeli s tem, tudi v svetovnem merilu. Izzivov je bilo kar nekaj. Če že skušamo presortirati po pomembnosti, je zagotovo postavitev znamke I Feel Slovenija, pa izvedba predsedovanja prvič države Slovenije Evropski uniji in STO in takrat UKOM so izvedli 27 tednov, 27 držav in 27 dogodkov. STO se je v zadnjih letih, v desetletjih zelo razvila v profesionalno, zelo dobro vizionarsko organizacijo z dobro motivirano ekipo. Ampak vse skozi je tekel en zelo dober proces povezovanja in vsekakor skupnih aktivnosti. V času finančne krize in takoj po njej so bile ključne dejavnosti trženja pa usmeritve na prekomorske trge. Torej smo se kar hitro prestrukturirali in usmerili, da smo prihodke ustvarjali seveda tudi tam, kjer so bili lahko novi gostje, ki smo jih privabljali k nam v Slovenijo. Z idejo trajnosti v tistem času je bilo zelo težko prodreti. Gospodarstvo jo je videlo kot nepotrebno obremenitev, niso dobro razumeli, kaj pomeni in videli so ga kot dodatne stroške. Potrebno je bilo zato zelo veliko dvigovanja zavesti in izobraževanja, da so zadeve stekle v praksi. STO se je razvila od organizacije, ki je primarno skrbela samo za eno funkcijo in sicer promoviranje Slovenije na tujih trgih. Se je razvila v osrednjo strokovno organizacijo za razvoj in trženje turizma. Od postavitve digitalnih vsebin in komuniciranja skozi različne medije do strokovnih konferenc, srečanj za deležnike v slovenskem turizmu. In verjamem, da bomo s tem, ko smo turizmu dali tudi znotraj države večji pomen, ko ta pomen podpiramo z konkretnimi dejanji o osamosvojitvi slovenske turistične organizacije, ki ji bo sledilo še nekaj konkretnih ukrepov v smislu podpore slovenskega turizma v promocijskem smislu z več sredstvi, da bo ta promocija samo še boljša. Slovenia. Make new memories. Leta 2016 se v Sloveniji v turizmu zgodilo kar nekaj stvari, kar se tiče trajnosti. Zalaufala je zelena shema slovenskega turizma, sicer smo jo postavili že leto prej in takrat smo tudi naredili oceno Slovenije kot
države po mednarodnih kriterijih trajnostnega turizma. In s tem smo bili prva država, ki je to v bistvu v resnici naredila. Dosegli smo res visoke rezultate v skladnosti z globalnim standardom trajnostnega turizma in na ta način na nek način prevzeli vodilno vlogo kot država na področju trajnostnega turizma tudi globalno. Že v prvem letu smo imeli 15 destinacij, ki se je hotelo priključiti. Se pravi, je obstajala, ta motivacija je že obstajala, zelena shema jo je pa nekako zaobjela in porinila en korak naprej. Drugi NTO-ji so od Slovenije se marsikaj naučili po našem vzgledu in po naših korakih, ki smo jih uvedli za razvoj trajnostnega turizma. Ena takih mogoče malo pomembnejših, da je European Travel Commission izdala dokument, v katerem so ocenili, kako so uspešne različne nacionalne sheme in kot neko evropsko priporočilo vsem drugim nacionalnim organizacijam priporočali, da sledijo slovenskemu modelu. Zelena shema slovenskega turizma, ki je bila večkratno mednarodno nagrajena politika razvoja trajnostnega turizma v državi. In jaz sem izjemno ponosna, da je danes več kot 100 destinacij in ponudnikov že v tej shemi certificiranih z znakom Slovenija Green. Ljubljana dejansko je med prvimi vstopila v zeleno shemo slovenskega turizma. Prva je pridobila zlat znak, prva je dobila tudi platina znak, ker v resnici mi jemljemo trajnost oziroma to shemo kot učbenik trajnostnega turizma. Vključuje celoten ekosistem, vključuje vse naše deležnike in je zato izrednega pomena. Poleg tega pa za vstopom v shemo tudi podpiramo nacionalno agencijo, ki je dejansko nosilec zelene sheme in se nam zdi izredno pomembno, da je tudi prestolnica poleg. From a European perspective, the Slovenian Tourist Board plays a key role in shaping the tourism narrative across the continent of Europe. Slovenia has been a pioneer when it comes to green tourism, with its green scheme of Slovenian tourism standing out as a great example. This national certification program helps showing that sustainability is the right way forward for tourism while also promoting climate action and cultural authenticity. What truly sets Slovenia apart is its ability to lead by example, offering practical tools, clear guidance, and empowering local stakeholders, all while building a strong identity as a green boutique destination. You can never cross the same stream, walk the same forest path twice. Our commitment and enthusiasm for sustainable tourism have been contagious. Today we stand united, together with you, dear traveler, under the vision of Green Slovenia. Ko se naročniki šele začeli dobro zavedati, da morajo na vseh svojem področju delovati trajnostno in ko so povpraševanja ta element vključevala, je bila Slovenija na to že pripravljena. Pa ne samo to, da smo bili pripravljeni kot ponudniki, ampak tudi tako že prepoznani, ravno zato, ker je Slovenska turistična organizacija prepoznala to zgodbo že daleč pred večino naših konkurentov. Podpora STO pri pozicioniranju slovenskih mest na globalnem zemljevidu je izredno pomembna. Namreč destinacije imamo različne zgodbe, vkolikor ne bi sledili STO-ju, bi te zgodbe bile zelo razpršene. Tako pa STO daje okvir, mi pa kot slikarji na destinacijah rišemo v ta okvir. STO generira ogromno znanja in ga pretoči tudi do vodilnih destinacij. Kot drugo, z spodbudami in razpisi usmerjajo razvoj vodilnih destinacij in kot nazadnje prepoznavajo naše pomembne artefakte, ki jih imamo. Naprimer v Mariboru je to najstarejša trta, okoli katere gradimo tudi podobo naše destinacije. Pa tudi, bi rekel, glede na samo specifiko ponudbe Slovenije, s to regionalizacijo na 4 makrodestinacije, ki imajo različne sezone, različno ponudbo, različen način nagovarjanja gostov, mislim, da je zelo, zelo dobro dodelano. In to vse rezultira k res dobrim številkam slovenskega turizma.
Ko smo skupaj z STO začeli delati enotno, povezano, pravzaprav sodelovali smo na tem, da smo slovensko gastronomijo pričeli primerno promovirati, se je zgodil preboj. In potem seveda tudi to, da smo skupaj oblikovali strateški dokument, ki se imenuje Strategija razvoja slovenske gastronomije, to pa je pomenilo tisti načrt, po kateremu smo potem dejansko slovenski gastronomiji dali novega zagona. Nazdravimo. Na vrhunsko, domače in trajnostno. Zdaj je čas za slovensko gastronomijo. Tem bi posebej poudarila vlogo STO-ja kot edine organizacije za trženjske raziskave v turizmu v Sloveniji, potem sam razvoj posameznih produktov, kjer STO ima glavno vlogo pri oblikovanju posameznih strateških dokumentov in razvoja teh produktov, do, bom rekla, tudi takih projektov, kot sta zelena shema slovenskega turizma in Michelin, ki sta pomagala pozicionirati Slovenijo med najboljše turistične destinacije v svetu. Slovenska turistična organizacija ima pomembno vlogo v postavljanju Slovenije na svetovni gastronomski zemljevid, predvsem kot neke vrste opora oziroma tako pojmena infrastruktura, kar se tiče komunikacije in kar se tiče seveda strategij, ki so potrebne za to, da se ena država lahko postavi na sploh na zemljevid, kaj šele na svetovni zemljevid gastronomije. Thank you. Cheers. In ko združimo, ne vem, prelepo okolje v Sloveniji, zeleno okolje, združimo z Dončićem, ki je, bom rekel, svetovna špica, potem se Slovenija sama izriše na zemljevidu. To, kar je STO naredil za slovenski turizem, je Dončić in Pogačar in Roglič za promocijo slovenskega športa. Trdno sem prepričan, da sta ravno turizem in šport res vrhunska naravna zaveznika. In za turizem je popolnoma jasno, naša smer je zeleni turizem, aktivni, trajnostni, butični turizem. Na drugi strani pa šport na svojih vrednotah gradi seveda na globalni ravni boljši svet in skozi vrednote gradimo v Sloveniji tudi boljšo Slovenijo skozi šport. In ko povežemo to dvoje, je to res neka zmagovita destinacija, ko povežemo neko vizijo, neko poslanstvo na nacionalni ravni in tudi na lokalni ravni. Trdno sem prepričan, da lahko s to povezavo športa in turizma postanemo dejansko vzgled za vse na celotnem svetu in najboljši tudi na tem področju. Inspired by its beauty, defined by its character, we feel one with its power. Slovenia, it's all in our nature. Imaš morje, imaš obalo, imaš zelo lepo mesto, imaš gore in vse, kar si zaželiš, to v Sloveniji dobiš. Večkrat sem že ponovila, da vedno, ko zmagam in poslušam slovensko himno, se tega nikoli ne morem naveličati, ker vedno pomislim na Slovenijo, vedno pomislim na ljudi, ki me podpirajo in to mi je ogromna motivacija in me žene naprej. Tako da mi je res veliko čas zastopati našo državo in pomagati promociji. One of the reasons that we chose Slovenia is that not only the incredible reputation you have for, sustainable travel, for authenticity, for the joy of what you do, but also because of the way the public and private sector work together
and we always kind of elevate those choices. And it's been fantastic to see how well, you know, the tourism board of the cities, of the nation, whatever, have come together with the private sector to deliver an incredible experience that people will walk away with and really treasure forever. Z Slovensko turistično organizacijo seveda medsebojno hotelirji sodelujemo odkar obstaja. To sodelovanje je vedno bolj poglobljeno, vedno bolj strokovno, vedno bolj smo hotelirji vpeti v njihovo praktično tudi dnevno operativo, seveda tudi strateško. Skupaj soustvarjamo nove mejnike našega pozicioniranja v svetu. STO ima eno zelo dobro, več dobrih lastnosti, ena teh je, da zelo znajo slediti trendom, vsebinskim, tehnološkim. STO je v bistvu iz neke osnovne promocije, se pravi, imamo nek produkt, ki ga dajemo v tujini, hočemo predstaviti, v bistvu postal tudi kreator teh vsebin in v bistvu trende vrača nazaj in usmerja ustvarjanje slovenske zgodbe, bodisi turizma, bodisi v trajnostni smeri, bodisi v smeri zgodbarjenja, bodisi v smeri oblikovanja produktov. Tako da je STO postal več kot zgolj promotor slovenskega turizma. Ključno se mi pa zdi, da smo zelo hitro in aktivno prepoznali digitalizacijo in nekako k tem novim digitalnim orodjem vsi skupaj pristopili. It's all in the eyes, the stories, the love, the destination. Slovenija. STO je naredil velik premik predvsem v temu, da je sledil sodobnim turističnim trendom. Enostavno je preskočil iz klasičnih oblik oglaševanja v digitalne oblike, ki so pravzaprav edine, ki prinašajo uspeh. I've worked in tourism for more than 20 years, and Slovenia National Tourist Board have always remained one of the front runners when it comes to digitalization and how they've really embraced all of the developments and changes that have taken place over that time. I have to say, take my hats off to you guys. It's really something quite special. And of course, if we head forwards 20 years and we see what Slovenia is doing today, we see developments like Alma, the AI-driven conversational interface that sits right at the heart of Slovenia.info. We see how impressive that is in terms of integrating product and experience and relevant events and suggestions as you search. And today, this still stands as one of the best practices in tourism. Slovenia is always one, maybe even 2 or 3 steps ahead of the competition. And when we think of global best practices from national tourism organizations, I have to say, I think Slovenia is right there at the very top. V slovenskem turizmu me navdihuje predvsem to, da je Slovenija še nekako nepopisan list in da nismo že ujeti v neke smernice, ampak da imamo velik potencial za razvijanje še novih zgodb, novih krajev, ki še niso tako mogoče odkriti, ker konec koncev Slovenija še ni tako turistično oblegana, kot si to zasluži, predvsem kraji, ki niso masovno oblegani. Delo slovenske turistične organizacije vidim predvsem kot en pomemben most med vsemi ponudniki in med gosti, ki prihajajo k nam. Mislim, da slovenska turistična organizacija še vse narekuje neko tempo slovenskega turizma, kljub temu, da vsak ponudnik, vključno z nami, piše svojo zgodbo. Mislim, da je slovenska turistična organizacija odgovorna, da poskrbi za to, da jo pišemo v istem jeziku in mislim, da to jim super uspeva. In tako kot sem izpostavil, da res usmerja vse ponudnike, ne glede na to, kakšne storitev ponujajo, da gremo v tisto pravo smer, v pravo smer turizma. Slovenia also leads by example through its involvement in our work at the European Travel Commission. It currently holds leadership role in 2 of our 3 working groups, Chapter Earth and the Market Intelligence Group, which really shows the influence it has on European tourism. Pravzaprav smo zadnjih 30 let pogosto slovenski turizem gradili tudi zanesenjaško strastjo, z ljubeznijo, kar so seveda ključne odlike, če želiš delati dober turizem. Vendar pa smo bili marsikdaj premalo pozorni na upravljanje turizma. Od tistih, ki delamo v turizmu, pa seveda se na dnevni ravni pričakuje izumljanje vedno novih strategij glede na trenutne situacije, ki se pojavljajo.
Turizem je pod izjemnim vplivom geostrateških situacij, interesov in kot tak seveda terja potem odločanje, ki je podkrepljeno z določeno metriko. Brez tega danes v menedžmentu preprosto ne gre več. Danes zremo naprej z isto strastjo, odgovornostjo in ponosom kot na začetku, a še bolj povezani in pripravljeni na nove izzive. Iskrena hvala vsem, ki sooblikujete zgodbo slovenskega turizma. Zlasti vsem sedanjim in nekdanjim sodelavkam in sodelavcem Slovenske turistične organizacije. Skupaj gremo naprej v turizem prihodnosti, ki bo še naprej navdihoval naše goste, hkrati pa bo gradil boljše življenje za vse, ki živimo na tem čudovitem koščku sveta.